pa, družba moja draga, predno bom jaz napovedal, kdo je danes z nami, vam bom dal en namig in bom režijo prosil, da ta namig lepo zdajle spusti. Starec je govoril mi, da bila si lepa ti, kako rosa jutranja, polna si življenja bila. Zdaj pa gledam reka te, ko vališ počasi se, zdaj osamljena si vsa, polna mrtvega blaga. Mrtva reka, kam hitiš? Mrtva reka, kam bežiš? Ja, dame in gospodje, to je bila Mrtva reka, verjetno eden najbolj legendarnih in znanih slovenskih komadov, kjer je Marjan Smode prepeval o ekoloških temah, ko to še ni bilo moderno, kar je sploh fenomenalno. In ja, oganili ste, družba moja draga. Z mano danes bo koroški trubadur, živa legenda, človek, ki je, če se ne motim, prodal svoje jožice na največ nosilcih zvoka v zgodovini cele Slovenije. O tem in še o marsičem drugem bova debatirala danes, torej naj pozdravim zdajle še vedno mladega in še vedno navihanega kantautorja Marjana Smodeta. Marjan, se midva vidiva in slišiva.
Živijo, lep pozdrav tebi, Puju, pa vsem gledalcem in gledalcem, seveda. Marjan, dajmo začeti pri tele mrtvi reki. Pisalo se je, ne vem, začetek 80-ih je tole bil, če se ne motim, pa daj mi povej, takrat ni nihče pisal, debatiral, kaj šele prepeval o ekologiji, ti pa si napovedal, da, bom rekel, bodo reke postale umazane in da bo treba začeti nekaj delati na tem. Koliko si ti dovo za vraga ideje o tem, da si že takrat, ko še Ala Gora ni bilo, kaj šele Leonardo DiCaprio začel razlagati ljudem o ekologiji? Ja, takrat tudi slovenskih zelenih še ni bilo pa nikogar, ne. To so bili prvi začetki, se pravi, jaz pač prihajam, oziroma sem prihajal tam, kjer sem nekoč živel, ne, iz Ravna Koroškem, to je pač kraj, ki je bil zelo onesnažen, se pravi zelo obremenjen z ekološkimi problemi, zaradi tega, ker je pač tam bilo železarstvo in to je bilo posledica tega, ne. Se pravi, bilo je zelo veliko odplak, ki so se spuščali direktno v to našo mežo, v to reko Mežo, ki tam teče. In to se takrat, v tistem času se to ni prečiščevalo, ni se delalo nič na tem. Seveda, nam otrokov ni bilo vseeno, kljub temu, da smo se včasih tudi kopali v tej reki, ne. Ampak, kar se ti še zdaj pozna, ne? Kar se ti še zdaj pozna. Ampak, Marjan, če te vprašam, si se ti zavedal, ko si delal to pesem, ki je, če pustima ekologijo ob strani, res krasna balada, verjetno res ena najboljših slovenskih pesmi, tudi glede besedila in nasplošno, ampak si se zavedal, da bo to postal tak zimzelen hit, ali če te drugače vprašam, kdaj je dejansko ta pesem postala hit, takoj, ko si jo izdal, ali potem skozi čas? Torej, ni bilo čisto takoj, ne. Ta pesem se je nekako prvo dogajala v lokalnem okolju, tam smo so to zadevo, pa nekako so recimo moji vrstniki in to so to zadevo spremljali, nekako smo enako razmišljali. Moram reči, da sem imel takrat zelo pozitivno družbo, se pravi predvsem bolj boemsko, razmišljajočo in tako da smo se veliko pogovarjali o teh problemih in dejansko sem takrat kar veliko riskiral, ne, zaradi tega, ker v tem času, mislim, zelo sem bil v dilemi, ne, to zadevo dam ven, ne, zaradi tega, ker takrat v tistih časih ni bilo pametno o tem peti in tudi posledice so pol bile kar precej, lahko bi bile še zelo hujše, ampak niso bile tako hude. Mislim, hočeš reči, da je ta pesem kontroverzna bila pred leti zaradi besedila? Mi to hočeš reči? To je bila katastrofa. Mislim, jaz, ko sem to zadevo izdal, je bil takrat, no, to je bil socialistični sistem in takrat je bilo to, se pravi, mislim, da je bil pokrajinski odbor, ne vem, Zveze komunistov ali mladine, ali ne vem, nekaj takega, ki so imeli v meni posebno sejo in zadeva je šla zelo na nož, tako da jaz sem bil takrat zelo naivic in me je bilo ta zelo strah. Ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo z mano. Zanimivo, viš, tega verjetno gledalci niso vedeli. Mi pa to povej, Marjan, kdaj si pravzaprav ti začel uradno s kariero in kdaj si izdal svoj prvi album? Glede na to, da imamo danes veliko časa, lahko podebatiramo vsem. Izvoli. Torej, jaz začel sem že zelo zgodaj, ne. Jaz sem bil full rocker, dolga leta imeli smo dosti dobro skupino, preigrali smo vso klasiko rocka, tako da sem v tem zelo živ in pravzaprav vse ostala glasba mi ni daj zanimala, ne, takrat. Potem je pa prišlo do tega, da, kot se zgodi ponovadi v vseh teh skupinah, ne, da se skregajo in mi se glih nismo skregali. Prišlo je pač do kratkega stika zaradi tega, ker je naš najmlajši član, ki je imel samo 15 let, pa igral bobne, prišel enkrat na vaje z idejo, da bo pač on igral jazz, da njemu ta rock pač ni več to. Ne. In na ta način se je pol ta zadeva zaključila. In pol sem pa postal kantavtor, oziroma sem začel te pesmi nekako delati. V bistvu uradni začetek pa štejem jaz, to je bilo pa na Slovenska popevka, takratna še, to je bilo čist proti koncu, takrat se je pol, mislim, da je že enkrat bila, ali kaj pa je bilo konc, in takrat sem nastopil na Slovenski popevki z eno pesmico Še pomahal ni z roko, to je bila taka, mislim, kar stojim za tisto pesmijo, pa to, ampak bolj komercialna pesem, bistveno bolj komercialna in to, ampak ljudje so jo začutili in vesel sem tega, da so jo začutili, ker mi je odprla potem vrata v... Če kdaj sprašam, Marjan, režijo, ker jih nič ne slišim, ko mi vmes čvekajo minutažo, režija, koliko še imamo za tale prvi del?
Minuto pa pol, ok. Marjan, da te še to vprašam, ne? Ampak ta tvoj preskok, bom rekel, iz roka v te bolj komercialne, ušesom bolj prijazne ritme, ti je kdaj kdo učital, kaj se pa zdaj greš, ti si rocker, ti si jebač, po domače povedano, ne? Kaj zdaj se greš, tele pop napeve, te folk napeve, malo narodne in to, ti je kdo kaj rekel, kaj ga lomiš takrat? Ne, jaz sem v bistvu se pol odločil nekako, da se bom vedno ravnal po svoji vesti, se pravi po svojih občutkih, ne. Da nikoli ne bom pristajal na neki predalčkanje ali pa na kakšno koli zadeve, da pač kar bo prišlo bo, ne. Zaradi tega je tudi v moji karieri prišlo to, kar je zelo različnih pesmic, ne, če tako rečemo, ne, iz enega ekstrema v drugi ekstrem, ampak jaz sem imel eno obdobje, ko sem bil ful veseljak, pa ful smo se imeli fajn, veseljači na polno in so nastali takšne in drugačne pesmi iz takšnih in drugačnih razlogov. In potem sem se odločil, glej, če se jaz veselim, pa če se moji frendi veselijo, zakaj se ne bi še narod veselil, zakaj se ne bi imeli fajn, ne? In potem smo šli in to je bilo še pol ful noro, jaz sem bil itak celo življenje, pa sem še vedno zelo veseljak, pa tak, sproščen in potem zelo živo. Marjan, morate mu prekiniti, skočimo v reklame in pridemo nazaj z drugim delom najinega pogovora. Mrtva reka, kam hitiš, mrtva reka, kam bežiš. Ja, viš, ta Smodema je ena izmed tistih pesmi, ne, ko ti pol odzvanjajo v glavi in jih ne moreš nekati pet cel dan, ne, tako da to so tiste pesmi, verjetno, in to je en dokaz, če je pesem ponarodela ali ne, ne. Zdaj pa, družba moja, predno bomo Marjana znova videli takole v živo z mano preko Skypa, si bomo zavrteli pa verjetno eno izmed njegovih, pa ne eno izmed, verjetno najbolj uspešno pesem, vse kar se tiče prodaje. O tem bomo tudi zdaj govorila, kajti mislim, da je prodal preko 100.000 izvodov, kar je še vedno absolutni rekord za katerokoli prodano pesem v Sloveniji, tako da lej, tole bo še zanimivo. Torej, govorim seveda o Jožici, kje si bila, ko sem te iskal, drug te je mečkal, skratka ena zelo perverzna pesem, pa je tudi zaradi nje imel ogromno problemov, tako da dajmo si zavrteti, tam je še posebej všeč, ker je moj stil, ne, ajde, zarolaj. Nek popoldan sredi plaže, srečal sem dekle, zadržano mi zaupa, da je Jožica ime. Zadržano mi zaupa, da je Jožica ime. Obljubo sem ji zlato rinčko, če ne
Jožica, kje si bila, ko sem te iskal? Ne laži mi, dobro vem, da ruh te je mečkal. No, pa smo spet tam, ne, zdaj si bom pa Jožico prepeval, ne, mislim, joj, ta smo prav sovražim ga, ne, je bilo pa tole, mislim, da iz moči glasbe združuje posnetek, ki organizira naš prijatelj Denis Poštrak in tam je seveda tudi Marjan nastopil. Marjan, sva midva nazaj? Itak, da sma, ne. Dej mi povej, zdaj ta zloglasna Jožica, ki si jo verjetno v življenju igral tokrat, da ti gre na živce ali pa tudi ne, je res to najbolj prodajana slovenska pesem vseh časov? To me najprej zanima. To je resnica, ja. Jaz sem tudi bil strašno presenečen. Vedel sem, da bo komercialno uspešna, sicer v osnovi zamišljena, je bila zelo provokativna, ne, ampak takrat eni tega niso razumeli, je bila kar malo tudi taka, ne, izgled. Ampak v redu, pol se je v bistvu cela zadeva razvila v zabavo in jaz sem to sprejel in smo pol se na račun tega zabavali in dejansko smo 127,000 izvodov tega prodali. Na to sem kar ponosen, to je pa res ena taka številka. To je že evropska cifra, ne sam slovenska. Ne. Drugače pa Marjan, ko si že omenil, kaj si dejansko hotel s to pesmijo sporočiti, ker dejansko si napadel prešustniške žene, ne. Če gledamo film Fatal Attraction, torej Fatalna privlačnost, ki je prišel par let zatem, če se ne motim, leta 87, ne vem točno, kdaj je bila Jožica, mi boš povedal, tam je Glenn Close, bom rekel, Michael Douglas je svojo ženo prevaral z Glenn Close, ki se je potem zmešalo, pa mu je zajca skuhala družinskega in mu delala probleme, ga hodila celo zaklat na konc, ne. Tako da, kaj si dejansko hotel sporočiti s to pesmijo in je to letel na kako konkretno, morda znano osebo, kako tvojo punco, kdo je bila ta prešušniška Jožica? No, ali čisto vsega ti ne bom povedal, ne. Komu pa, če ne meni, ne, mislim, pazi malo, ne. Glej, ta zadeva je bila zelo v bistvu provokativna, ne. V bistvu je šlo za to, da so takrat meni delali strašne probleme zaradi ene pesmi, ki je imela naslov Slovenski muzikant. Ni bila tako zelo komercialno in tudi drugačne uspešna, je bila mislim, da na drugem ali tretjem albumu. In tudi naslov temu albumu sem jaz dal Slovenski muzikant in zaradi tega sem imel spet en kup problemov, zaradi tega, ker so me spet začeli zelo glasno spraševati, ne, kaj to pomeni, zdaj slovenski muzikant, ne, v tem času. To je bilo leta tam 84, 85, recimo, ne, v teh časih to ni bilo dobro, da si napisal na plošču slovenski muzikant, ne. In so me tako zaradi tega tako imeli malo v škripcu, da sem porekel vmes napisano tako malo provokativno, dejansko ne bom govoril zdaj naprej, za koga je to namenjeno, pa koga sem jaz tem provociral, pa skozi sem se jaz malo zaprekaval. Je pa tam mislim, tista zadeva, zaradi katere so pol v bistvu te zadevi dvigovali prah, pa v bistvu to, sploh ni bilo to, ne, ampak je bilo čisto drugo, ne. To je bil čisto drug štos, pa zadeva sploh ni bila tako nedolžna, ne. Vse čez nekaj časa smo tudi zaradi tega precej težav, ne. Če ti skočimo besedo, Marjan, ampak ni zanimivo, takle, ko razlagaš, dejansko si imel zaradi teh svojih pesmi, ki se morda danes ne zdijo niti malo sporne, to vendarle niso bili punkerti, pa ne vem, kaj so bili ljubljanski psi, pa ne vem, kaj so bili te uporniški punk bendi, ampak to je bila ena taka, vsaj na prvo žogo, preprosta glasba, ampak z njo si ti imel verjetno več problemov, kot vsi te uporniki, morda celo kvazi uporniki. Zakaj misliš, da je to takrat, ker si bil, ne vem, domoljub, ali kaj je bila fora, da so te dejansko res napadali, šikanirali, ti dejansko tudi kariero ostavili, bodimo iskrena, ne? Zakaj misliš, da je prišlo do tega? Si bil res, so te pesmi res bile tako sporne, pa nam to ni jasno, ko jih za nazaj gledamo, kaj hudiča se je dogajalo? Ja, sedaj to je ta zadeva, ne? Jaz sem bil pri tej zadevi zelo predkan, ne? Zelo sem znal zadevo zelo lepo v celofan zaviti, tako da nisem šel na prvo žogo, ker jaz nisem šel takrat glih korak z tistim trenutnim trendom, ne, in sem mogel pol malo ovinke imati, ne, in pol sem pa kako zadevo tako lepo zapakiral, da je izgledala tako, ne, v bistvu je bila pa malo drugač in pol
Fora je bilo pa v tem, da sem si stalno želel, da so pogruntali tisti, ki bi morali pogruntati to prej bolj pozno. Ne. In to se je ponovadi pol zgodilo, so to pogruntali čez 6 mesecev, čez 1 leto. Zadeva se je pa zgodila. Ampak v koncu, pri meni je bilo to zelo fajn, ker sem se strašno zabaval s tem. Ne. Jaz sem se strašno zabaval, ker sem videl, kako eni mimo streljajo. Mislim, čist, ne. Razumem, ja. Marjan, koliko v bistvu albumov si ti pravzaprav izdal, ker v 80-ih vem, da si jih izdajal dokaj redno, potem pa mičkeno manj. Koliko si vseh albumov prav uradno izdal, najprej še na vinilkah, seveda pa pol na CD-jih? No, kot sem zdaj, če navežem to zadevo, ko sem jih zdaj razlagal, mene so pol malo distancirali, ko jim je ratal in določenim ljudem jasno, sem recimo zginil iz RTV Slovenija, recimo na televiziji Slovenija sem se pojavil še mora vsakega toliko nikoli, ampak zaradi tega nisem se kaj dosti sekiral, zaradi tega. Izdal sem pa pol precej plošč, pa tudi jaz v bistvu pač nisem bil toliko prisoten medijsko, se pravi na televiziji, na radiju, predvsem, ker takrat pač ni bilo toliko medijev in nisem bil tako prisoten recimo na nacionalni televiziji, pa na radiju, to res ne. Ampak jaz sem še stalno imel na leto po 150 koncertov, jaz sem skozi koncertiral, jaz sem živel z ljudmi, ljudje so kupovali moje plošče, vse plošče so se prodajale tam nekje med 50 do 70 tisoč izvodov in tako da sem se počasi približal že skoraj milijonov skupne prodaje in jaz se nisem zaradi tega nič kaj prej sekiral, ko je prišel po internet, potem sem pa rekel, zdaj smo pa spet zmagali, zdaj pa smo malo biksamo. Ok, Marjan, dajmo si midva morda zdaj za kakšno minuto vzeti glasbeni predah, pa dajmo zavrteti malo Angeline, evo, dajmo malo Angeline zavrteti. Režija, prosim. Vsega je kriva tvoja 16. pomlad. Bila si mlada, a kot zaklad. Ljubili so te vsi fantje iz vasi, a ti si jim ponavljala, da moja si. Peljal sem te po vasi za roko, čudili so se starši, kaj iz tega bo. A jaz sem rekel in tako, Angelina moja bo. Angelina, kam si šla zjutrom, rekla si, da moja boš. Angelina, kam si šla zjutrom, obljubila si, da bom tvoj mož. Evo, Marjan, če sem poslušal, ta Angelina je stara 16 let, in potem se čudiš, da si imel probleme, Pa tudi takrat je Aleksander Mežek prepeval v Juliji, ki je bila, tudi 16 ali 15 let. V tistih časih to ni bilo sporno, da bi danes to zapel, bi prišla policija, bi te prebili na križ, takoj, ko bi to zapel. Daj mi malo o tem povej. Ti Mežek navihani, jaz sem bil pa pridni. Tako je bilo to, jaz, pač recimo, tu se ve, da pretežni del moje publike je vedno bil in je tudi še zdaj ženski del publike, pri meni. Dejansko so pač nastajale tudi take lahkotne pesmice, jaz sem pač čisto zavestno tudi delil to svojo glasbo. Se pravi, eno tako sproščeno glasbo, ki je bila malo za zabavo, malo za animiranje, malo za sprostitev. In pa drugo glasbo, se pravi drugi predal glasbe, ki je bila pa zelo zares izpovedna. Veliko teh pesmi je bilo pol, ko so bile pa zelo angažirane, recimo ko venijo rože, potem recimo pesmica Ta svet je lepši. No, pri tej pesmi moram povedati recimo kot zanimivost, da so jo celo na internetu celo pripisali Tonetu Pavčku, da je on avtor. In na to sem pa strašno ponosen zaradi tega, ker sem rekel, če sem pa jaz, mislim, da je to pa človek, ki ga najbolj spoštujem od naših pesnikov praktično, jaz sem rekel, če so to vzeli, to me pa
To je Super. Marjan, deva iti na reklame in se vrnemo nazaj v zadnjem delu pogovora, kjer bomo predstavila tvojo najnovejšo pesem. Režija, prosim. Režija, kaj smo mi noter že, ali kaj? Jaz ne slišim sicer na slušalkah nič. Upam, da se bomo z Marjanom slišali. Mislim, da smo noter. Upam, da se bomo slišali. Jaz ne slišim nobenega, nič v slušalkah, ne vem, kaj se dogaja, upam, da bo vse ok. Bi pa zdajle vsaj to naredil v zadnjem tretjem delu, da bom zavrtel najnovejšo pesem, torej Marjana Smodeta za slovo Moja domovina. Poglejmo, kaj nam bo torej on povedal. Mislim, da gre za zelo domoljubno pesem. Upam, da zaradi nje spet ne bom imel težav, ne? Tako da dajmo si zavrteti tale video spot, potem pa pridemo nazaj v zadnji sklop pogovora. Zdaj te pa čujem, ja? Toni glas širokih ravnic, ne potokov, ki šumijo, ni veselje kmetov žanic, to so suze, ki polzijo čez ta polja, reke, gori, čez morje in trdo rušo. To je pesem te majhne zemlji, ki jo vila mi je dušo. To je pesem te majhne zemlji, ki jo vila mi je dušo. V mojem srcu spi kot roža, kakor mati me poboža, da me mine bolečina. Moja domovina, mnogo solz ima se skrila, ti trpeča zemlja mila, moji duši si edina. Moja domovina. Dekle spleti venec zelen, naj ga nesem čez gozdove, naši dedje sanjajo v njem, ja ga nesem na grobove. Ko zbudi se prva pomlad, z njega vzklije drobna roža, vzklije kakor majhno upanje slovenskega naroda. Vzklije kakor majhno upanje slovenskega naroda. V mojem srcu spi kot roža, kakor mati me poboža, da me mine bolečina. Moja domovina, mnogo solz ima se skrila, ti trpi
edina, moja domovina, moji duši si edina, moja domovina, moja domovina, moja domovina. Evo, Vlada Republike Slovenije, če se kdaj naveličamo zdravljice za našo himno, bi lahko bila tale Moja domovina od Marjana Smodeta čist proper himna in mislim, da ne imel noben nič proti. Marjan, midva smo nazaj v zadnjem delu pogovora. Daj mi povej stavek 2, 3, zakaj si posnel to pesem in kaj si nam pravzaprav hotel sporočiti. Izvoli. Ja, ta pesem je po ena izmed tistih mojih najglobljih pesmi, se pravi tistih najbolj izpovednih. Vesel sem, da mi je uspela, kar malo sem se namatral z njo, da sem jo naredil takšno, kot je. No, to, ko si glize navezal, ne, to se mi že dogaja. Prav zanimiva zadeva je ta, da se mi zdi dogaja to, da mi ljudje pošiljajo posnetke iz privatnih zabav, kjer pojejo slovensko himno in pojejo tudi Mojo domovino zraven. In to mi je, mislim, prav zanimiva je ta zadeva, no. Drugač pa, kaj ne rečem, jaz ljubim našo državo, res, jaz imam jo strašno rad in ponosen sem na to, sploh po tej krizi, ko smo imeli zaradi tega virusa, da je toliko dobrosrčnih ljudi tako, bi rekel, jaz bom kar rekel, da dobro poskrbelo za nas in nas rešilo te res hude zadeve. Vem, da so mnogi riskirali svoje življenja in da dejansko sem hotel vsa ta občutja dati v to pesem, se pravi to, da verjetno tudi ti ljudje v tej svoji zavesti čutijo enako kot jaz. In upam, da bodo tudi ljudje po Sloveniji to pesem začutili v vsej tej širini in izpovednosti, ki sem jih hotel dati. To je to, presenečen sem pa tudi na ogledi, ker mislim, da bom pa s to pesmijo pa presegel zdaj mrtvoreko, ne. Zaradi tega, ker je bilo praktično v 48 urah 85.000 ogledov in to mi je... To sem videl na Facebooku, ja. Marjan, imamo še 3 minutke, pa te vprašam mogoče ob koncu malo, še z malo vročih vprašanj, če te že imam tu, ne. Lej, te tvoje plošče vinilne, ki jih imam doma, sem ti jih tudi zadnjič pokazal preko TV-a, mislim, enih 5-6 jih imam, pa tudi zdaj, da me naroče roba razumel, pri svojih 59 si še vedno očarljiv možak, ampak takrat si bil pa ono prav tista, veš, da se mi zdi, da si bil puncam res všeč, ne. Daj mi povej o svojih najboljših časih, koliko jih je šlo čez tvojo poslo tedensko, rečma? Jaz sem v glavnem gledal, koliko jih je bilo na koncertih. Ampak nisi nobeno z teh koncertov po koncertu odpeljal domov, ali si bil tako neumen, da tega nisi počel, pa ti je zdaj žal? Ne, moja mama je rekla, da moram biti priden. Veš, jaz sem zelo tako vzgojen in to, veš, mama je rekla, Marjan, ne deli mi sramote po svetu, lepo se obnaši, bodi prijazen, bodi priden, da ne bo kaj grde o tebi govorili okrog in tako naprej. In jaz sem se tega strogo držal, veš, to ni hec. Marjan, to mi še povej, v 80-ih letih, ko si bil na vrhuncu svoje kariere, koga se spomniš, da je bil takrat v bistvu, bom rekel, tvoja konkurenca, da je bil, ne vem, enako priljubljen kot ti, ali pa da sta se malo veš, kdo bo zdaj boljši. Je bil kakšen tak, da sta imela eno tako rivalstvo, mogoče, ker takrat si bil res verjetno eden naših najbolj popularnih solo pevcev, ne? Glej, veš kaj, v imenih ne bom, ne. Lahko pa rečem to, ne, da sem zaradi določenih ljudi, ki so se pač trudili, da bi bili popularni in to zginil recimo iz RTV Slovenija, ne. To pa lahko rečem, to je čista resnica, ne, in to je definitivno, da so si mnogi, ker pač, to je pač tako, ne, če ti nekdo ne more parirati za svojo uspešnost, ti pa parira za čem drugim, ne, pač tako je to bilo, jaz sem to sprejel, ne.
Marjan, končajva tale pogovor ravno zato, ker si legenda, ker te tudi jaz izjemno spoštujem, sem ti pa namenil še več časa kolado Leskovarjo, pazi, imel si najdaljši segment v zgodovini naše oddaje Dobra volja z Iztokom, ker si ga zaslužiš. Marjan, lej, želim ti vse naj v karieri, v življenju, v ljubezni, v zdravju, karkoli želiš. Hvala ti za tale izčrpen pogovor in tale lušni intervju. Prišli smo do konca oddaje in glej, samo še posloviva se, ti reči adijo, jaz pa tudi. Hvala lepa, lepo se imejte, ostanite zdravi in uživajte v dobri in prijetni in lepi glasbi. Čau, čau, jutri v ponovitvi, Marjan, se poglej, kakšen si bil. Mi se vidimo pa jutri ob 16:45 znova v živo, če seveda ne bo toka zmanjkalo. Čau! Adijo, Iztok.